Ta ponedeljek pa je potekal tudi vrh vladne koalicije, ki ga je zaznamovala predvsem nizka udeležba. Na sestanku manjkata vodstvi dveh vladnih strank, vrh SMC je z Mirom Cerarjem in Zdravkom Počivalškom odletel na uradni obisk v Moskvo. Alenka Bratušek pa na vroči arabski polotok, odkoder se vrne šele v četrtek. Tako je, Bratuškova je zbežala v Abu Dhabi, Cerar je šel v Moskvo, Šerjavc se je pobral domov v prvi priliki, ki se mu je mudilo na tekmo Slovenija-Izrael. V bistvu po novem izraz koalicijski vrh pomeni, da se Šarec pa Židan dobita na Piru. Le dan zatem pa je v Moskvo odpotoval tudi premier Šarec in to istočasno kot ljubljanski župan Zoran Janković. Šarec se pri tem brani očitkov, rekoč, da sta on in Janković v Moskvi iz povsem različnih razlogov. On gre na srečanje z županom Moskve, kajti Moskva in Ljubljana sta pobrateni mesti. Tako da to, kar poslušam že cel dan, kako gre gospod Janković z menoj na izlet, seveda ne drži. Zakaj bi ljudje mislili, da sta skupaj, če gresta na isti dopust v istem času? A bi bil jaz ljubosumen, če bi moja žena šla sama na dopust in bi v istem hotelu slučajno dopustoval njen bivši? Ne, ker nisem poročen. Sploh pa, gresta Šarec in Janković v Moskvo tako ali tako vsak s svojim prevozom. Pri tem je treba pojasniti, da ne gre za skupni obisk v Moskvi. Janković je tja z redno linijo odletel že danes, Šarec pa gre jutri tja z vladnim Falconom. Tako, Janković je torej potoval z redno linijo, upajmo samo, da ni letel z Adrijo, ker pa je še zmer nekje sred Ukrajine na avtobusu. Tako Janković kot Šarec imata torej željo in svoje razloge, da gresta v Rusijo. Niti enega, niti drugega pa nima naš korespondent Jan Krojcer. Zato smo ga tokrat pustili doma. Ja, seveda. Lep pozdrav, gospod Krojcer, kaj dogaja v Moskvi? Gospod Godler, kaj dogaja? Jaz se bolj sprašujem, kaj delam tu. Štekam, brada pa to, haha, ni tako dedek Mraz. Dajmo mu eno kučmo na glavo in ga pošljemo v Rusijo. To bo smešno. Zacrknit. Kaj dogaja, vas zanima? Tu je 26 stopinj, jaz sem v kučmi, en tip mi meče konfete. A lahko nehaš, prosim? Njet, neha, njet. Spasiba. To nima nobenega smisla. Nasprotno, gospod Krojcer, to je še boljš, kot sem si zamislil. Dajte mi povedati, prosim, kako je zadnji obisk vplival na slovensko-ruske odnose? Njet, sneha, spasiba. Gospod Godler, včeraj sem spoznal rusko gospodično, s katero sem kmalu razvil odnos, kar me je stalo par rupljev. Njet, sneha! Z drugimi besedami, rusko-slovenski odnosi so približno takšni kot odnos med mano in vami. Ker mi dajete cekine, sem bom pretvarjal, da vas ne sovražim in vas pustil, da me jebete. Toliko iz Moskve. Njet, sneha! Hvala gospodu Krojcerju in komi čakam dan, ko bo slovenska delegacija obiskala Somalijo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.